spoštovani direktor Inštituta za novejšo zgodovino, docent dr. Damjan Boštin, spoštovani prodekan za raziskovalno dejavnost Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Grega Strban, spoštovana direktorica Odvetniške akademije in predsednica Ljubljanskega zbora odvetnikov, gospa odvetnica Alenka Košorok-Humar, spoštovani gostje, spoštovani referenti, spoštovani gospod Prosina. Dovolite mi, da vas najprej bolj prijazno pozdravim kot vodja katedre za pravno zgodovino na naši fakulteti, kot članica organizacijskega odbora posveta in kot delovna predsednica prvega našega dela posveta. Potem pa kar hitro prejdem k povabilu, prvem pozdravnik na govoru našega prodekana Gregorja Strbana. Prosim. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za ta vodni pozdrav. Lepo pozdravljeni na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki kot veste, da je najstarejša pravna fakulteta pri nas in povezana s dr. Igorjem Rosino, morda celo bolj, kot bi si na prvi pogled lahko mislili. Kolega Rosina je pri nas diplomiral in tudi promoviral leta 1625 in kolikor sem uspel izvedeti, bo današnji posvet zelo zanimiv. Dovolite, da se poleg pozdrava tudi zahvalim vsem organizatorjem Inštitutu za novejšo zgodovino in direktorju, docentu dr. Damjanu Boštinu. Posvet potekal v sodelovanju z Odvetniško zbornico, torej prijazna zahvala tudi kolegici Alenki Košorok-Humar in seveda ne smemo pozabiti naše drage kolegice, profesorice dr. Katije Škrubej, ki je motor pri nas za pravno zgodovino in tudi predstavnica katedre pri nas. Jaz se bom moral že upravičiti, da ne bom vaš čas z vami zaradi drugih obveznosti, ampak vam želim uspešen posvet in zanimiva dognanja tega posveta in hkrati tudi prenašam pozdrave našega dekana, profesora dr. Mihe Juharta, ki tudi že od danes ne more biti. Uspešno delo in hvala, da ste posvet organizirali. Najlepša hvala, gospod prodekan. V besedi vabim direktorja inštituta, dr. Damjana Boština. Spoštovani, lepo pozdravljeni, sicer kot gostujoči v nekih prostorih, v katerih pravzaprav še nisem bil in mislim, da večina tudi mojih kolegov, ki si danes sodelujemo na takem dogodku, kjer prežemamo ali pa povezujemo dve vedi, ki sta po svoje tudi zelo povezani, se sta v nekem smislu obe humanistični vedi. Kar bi rekel z našega stališča Inštituta za novejšo zgodovino, osrednje raziskovalne ustanove, ki se za novejšo zgodovino, se pravi z 20. ali od moderne dobe, tam nekje formiranja nacionalnega prostora, nacionalnega zavedanja, pa do pravzaprav danes. Ravno kar smo končali simpozij o prvih 25 letih neodvisne Republike Slovenije, da torej vsekakor veseli v vsako interdisciplinarno povezovanje, raziskovanje, kajti zgodovinarji se seveda zavedamo, če govorimo o današnji temi in o današnjem prostoru, torej pravni fakulteti, ki so prireditelj, da je pravni okvir, pravni sistem je eno od najbolj pomembnih postulatov, na katerih se je tudi v zgodovini razvijalo družbeno življenje, kar je seveda predmet našega proučevanja. In vsekakor ni prvo, želim si jih seveda tudi naprej. Današnji kamenček, recimo k temu sodelovanju med pravno zgodovino, pa tudi pravno stroko širše in zgodovino, bi gotovo bilo
in bo, sem prepričan, plodno in v korist ene in druge stroke. Za zgodovino seveda v tem, da pri interpretacijah pravo ne zgolj ali pravne okvire zgolj opisujemo, temveč jih poskušamo tudi z vašo pomočjo morda malo bolj razumeti, kot laiki seveda, in z vaše strani, da razumete seveda, da ali pa pri pravnih proučevanjih prava in pravnih sistemov, seveda, da se vse giblje v nekih, kar seveda ne dvomim, da veste, v okvirih in da seveda življenje vedno znova prekipeva čez pravo in pravne sisteme, se pravi, ljudje jih upoštevajo in kršijo, preskakujejo in uporabljajo za argumentacijo v različnih situacijah. In to je seveda eno od tistih pravnih postulatov, ki jih tudi meni osebno, ker sem se z nekaterimi temami osko povezani tudi z pravnimi zadevami vedno znova želel in upam, kot sem rekel še enkrat, da bomo tudi naprej razvijali. Ostane mi seveda samo še, da zaželim vsem zahvalo za organizacijski in seveda vsebinski trud, da smo do tega danes prišli in da želim vsem plodno sodelovanje, izmenjavo mnenj in seveda tudi, da to ostane, kot rečemo, za zgodovino. Hvala. Boštine, najlepša hvala za vaše res teh uvodne besede in moram drugače, da se s tem globoko strinjam. Besedi dajem vodjo programskega in organizacijskega odbora, doktorja Jureta Gašpariča, za njegovo besede. Hvala lepa, Katja. Spoštovani gosti, spoštovani prisotni, spoštovani profesor Strban, prodekan pravne fakultete, direktor dr. Boštin, spoštovani gospod Rozina, spoštovana gospa Kožo-Kunak, spoštovani vsi ostali. Lepo pozdravljeni tudi v imenu naše trojice, ki tukaj sedi in ki tvori, kot je Katja rekla, programski in organizacijski odbor današnjega posveta odvetnik in oblast. Uvodoma se vam opravičujem, danes me je izdalo zdravje, upam, da me boste vsaj malo razumeli, ampak moje glasilke niso ravno v najboljši kondiciji. Naslov današnjega posveta, kakor ste verjetno sami lahko ugotovili, je vsaj malo intrigantno, hkrati seveda je precej konkretno, precej povedno. Naša tema seveda bo položaj in dejavnost posameznika, odvetnika v različnih oblastnih sistemih in odnos, ki ga je ta posameznik odvetnik oblikoval do oblasti in do pomembnih družbenih vprašanj. Za odvetnikov, ki so bili udeleženi pri oblasti ali pa ki so prišli v navzkriž z oblastjo, je seveda precej. Ampak mi smo kot primer in srednjo osebnost posveta izbrali enega, ki ga pa skoraj da ni v kolektivnem spominu, doktorja Igorja Rozina. Rozina se je namreč po drugi svetovni vojni skoraj da povsem umaknil iz javnega življenja. Ali je bil umaknjen, ne seveda, to bomo pa upam, da danes videli. V vabilu smo na laž zapisali besede, ki so ga pospremile v Mariborskem dnevniku Večer, v njegovi smrti leta 1969, umrl je nekdanji športni delavec. Rozina je bil član liberalne sokolske organizacije, ki je bila seveda tudi delovalna organizacija, ampak ta zapis seveda marsikaj završi. Pred drugo svetovno vojno je namreč bil Igor Rozina še kako prisoten in družbeno aktivn, angažiran intelektualec. Raziskovalci, ki se ukvarjamo zlasti z obdobjem prve jugoslovanske države, smo ga lahko večkrat srečali, ko smo brali politično časopisi iz 20. in 30. let 20. stoletja. In bil pa je seveda Igor Rozina odvetnik, ravno tako kot njegov oče Franjo Rozina, ki pa je bil pa vrhu tudi štajerski deželno-zborski poslanec v Gradcu pred letom 18. Kot pravnik je bil Rozina dejaven tudi potem kasneje v osvobodilnem gibanju, proti koncu vojne vodil štajerski odsek znamenitega KUZOP-a, Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev. Po vojni pa so se zadeve drastično spremenile, med drugim je tudi za dalj časa izgubil pravico do upravljanja odvetniške prakse. Zdaj seveda že teh nekaj aline zadostuje za to, da v raziskovalca vnese nemir in željo po odgovoru na številna vprašanja povezana z Igorjem Rosinom tem časom in nekaj teh vprašanj smo tudi zapisali v
v vabilo, ki ga upam, da vsi imate, če ne nekaj vabil še tam na voljo. Doslej na ta vprašanje nismo celostno odgovorili, čeprav moram poudariti, da pa Igorja Rozina lahko zasledimo v kar nekaj zgodovinopisnih tekstih že sedaj, zlasti iz peresa kolegice Anke Vidovič Miklavčič, ki je tudi danes znana. Naš namen torej danes bo kar najširše osvetliti osebo odvetnika Igorja Rozine, pri čemer bomo pazili, da pa njegovo osebo, tako kot zgodovinari to seveda navadno počnemo, vpenjamo v kontekst, v konkretnem času prostor, tako bo njegova vloga bolj jasna in razumljiva, upamo pa tudi, da bo skozi analizo njegovega delovanja bolj razumljiva tudi relacija odvetnika ali pravnika širše in politike v razborljivem času prve jugoslovanske države, druge svetovne vojne in nato povojnega obdobja. Za konec bi rad povedal, nas posebej veseli še enkrat, da današnji dogodek pripravljamo skupaj Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za novejšo zgodovino v sodelovanju z Odvetniško zbornico za Slovenijo. S tem na nek način utrjujemo že doslej uveljavljeno, ampak bi rekel bolj parcialno sodelovanje med inštitutom in fakulteto, hkrati pa začenjamo sodelovanje z Odvetniško zbornico, stanovsko organizacijo za res častitljivo zgodovino, kmalu namreč slavi, kakor vemo, zgodovinarji zelo visok jubilej. Omenil bi še to, da današnji dogodek snemamo, napisi so tukaj izobešeni in posnetek, obdelan posnetek posveta bo dostopen na portalu slovenskega zgodovinopisja sihistory.si. Končni cilj današnjega posveta seveda je priprava monografije o dr. Igorju Rozini, monografije Odvetnik in oblast. Načrtujemo, da bomo k temu pristopili že takoj v začetku prihodnjega leta. Upam, da bo današnji posvet plodovit in predvsem, da bo potekal v prijetnem vzdušju. Hvala lepa. Najlepša hvala, Jure, da si nas takole rekla plastično.